Samo mečkam pauze, jaz bi se preoblekel, ker vsi se. Ti si pa kar uživel, odkar si na krogli. Ja, to je pa ta zbog. Ja, to evo. Ko bi moral že od začetka. To je bilo tako, da sva šla na morje. Takrat se je še štopalo. Ja. Po mojem se danes tudi Ja, lahko. se še, da vem. Ne tega dela. Ves čas si bil šport zraven, ne? Ja. Ampak ti si hkrati bil strasten kadilec. Ja. Prav paše ti, da bi delal sklece. Ok, zdaj le? Ne. Drage Poljanke, dragi Poljanci, dobrodošli v novi epizodi Poljanskega kavča. Tokrat se mi je pridružil naš vedno dobrovoljni športni pedagog Jan Jereb. Jan, dobrodošel v našem studiu, dobrodošel na Poljanskem kavču in dobrodošel na najinem pogovoru. Omenil sem seveda, poleg drugih stvari, ki jih še nisem omenil, sem najprej omenil tale vedno dobrovoljni. Ti si na nek način nasmeh Poljan. Evo ga. Okay. Evo ga. Ampak ne vem, ali je to provokativno vprašanje, če si tudi malo nenavadno, da s tem začnem, ampak zakaj si skozi dobre volje, Jan? Zdaj nisem več to. Pa ne vem, saj nisem dobre volje skozi. Vprašaj dijake. Prav. Ja. Okay. Saj jaz se ne počutim vedno dobre volje. Če pa dajem tak vtis, Pa toliko boš. Ja. No, to je bilo vprašanje, s katerim smo se ogrela in sem ti že takoj malo spravil v zadrego. Ja. Ampak deva mogoče vse malo bolj tradicionalno, praviloma začnem tako, da vprašam svoje goste, kako to, da so v bistvu, kako jih je njihova pot, že morda v srednji šoli in potem kasneje pripeljala do naše šole. In deva mogoče začeti, odkot ta tvoja ljubezen do športa. Ker to pa zdaj moraš reči, da imaš ljubezen do športa, zdaj pokimaš. Odlično. No, Ne, to pa imam, ja. to pa imaš. Odkot ta ljubezen? Pa od nekdaj, no. Nekako, odkar me je mama pustila ven na igrišče samega, Okay. ja, sem se ukvarjal z nekim športom. No. Tako, veliko smo bili zunaj. Igrali smo nogomet, predvsem. To govorim, ko sem bil prvi, drugi razred. Okay. In ne vem, potem sem takrat začel trenirati karate. To je moj prvi šport, ki sem ga treniral. Potem sem začel še nogomet zraven. Tudi trenirati. Sem to bilo tako, eno tekmo smo odigrali, pa bilo je 11-1 za une, to druge. Bilo je kar sveže. Ja. Jaz sem užival, jaz sem bil navdušen. Ne, res, to je tako, vedno mislim nekako, ta šport, to me je res veselilo, no, in vedno sem nekaj treniral. Tako, tudi, spomnim se recimo še v vrtcu, ko smo bili, ko so prvič igrali nogomet, te starejši otroci, to je nekaj mojih prvih spominov, in sem šel igrati z njim nogomet, sploh nisem razumel igre, skozi sem držal žogo, ampak to, da smo tekli gor dol, pa da je bila neka borba, pa je to, sploh tega občutka, to je taka euforija. In pa sem zasledoval ta občutek, mogoče, ne vem, rad sem tekmoval, pa rad sem se gibal, no, ne vem. In pa, ko sem začel zares trenirati, mi je ta šport vedno pomagal, tudi mogoče čez kakšne težave, pa če mi bilo kaj težko, no. Tudi potem, ko sem nehal trenirati, sem vedno v športu našel neko uteho mogoče. Ampak to, ko si resno začel trenirati, je bil pa kateri šport? Rokomet. Rokomet. Rekel, Tako da, a je rokomet tvoj en tak bazični šport, iz katerega vse vzhaja? Mislim, bil je nekoč, Okay. zdaj ne vem, kaj je. Vse je zdaj. Vse je zdaj. Kaj pride mim? In ko si bil v puberteti, te nikoli ni minil? Me je. Ampak sem tako, pač se ta rokomet,
To je bilo smešno. Ta rokomet sem začel igrati, ko mi je prijatelj rekel, mislim, res sem bil dober med 2 ognjema. Okay. To sem še zdaj, ne. To je, mogoče to bo je bazični šport. Kolikrat, sam med vprašanje, kolikrat pa se tako dobite, pa igrate med 2 ognjema? Ja, časih vi rata da uri iti kako igro z dijakinjami, ampak zelo redko. In potem mečeš žoge v lastne dijakinje? Ja, ampak se zelo redko, no. Pa tudi se me zbijajo. Kako, če si ful dober? Ja, ne več mogoče. Okay. Ne, sem pa recimo, ko sem bil študent, sem prijavil ekipo na majske igre med 2 ognjema in smo zmagali. In pol se bih spet prijavil. In pol se je vsako leto nekaj časa prijavilo za te majske igre. In smo vedno smo dobili medaljo. No. Ampak glavno, no, rokomet, ja, to je bil nek moj šport, ker sem ga tudi zares igral. No. V 2. letniku sem tudi nehal trenirati. Okay. Pa sem takrat nekaj košarko, ampak ne v klubu. Nekaj tako... Malo fušal za zraven. Tako, ja, ampak sem bil res nesrečen tisto leto, se prav spomnim, grozno je bilo. Ker si nehal igrati? Manjkalo mi je, nisem vedel točno. Mislim, vse je bilo, kar je bilo, to je bilo čisto zmešano. To je bilo itak puberteta. Zdaj se mi, da ves čas zamujam nekaj, ker treninga sem vsak dan, pa za vikend ponovadi 2 tekmi. In dobil sem punco v Velenju in potem za vikend, da bi šel v Velenje, sem šel na tekmo, to je bilo krtko, ali pa da bi ona prišla in tako, ker te tekme si potoval, ne, po Sloveniji. In nikoli ni bilo v Velenju, a ne? Ne, mislim, bilo je tudi v Velenju, ampak redko. Ja, no, tako da takrat nekako sem potem nehal. In mi je bilo žal, no, predvsej, po 1 letu. Pa s trenerjem se nisem razumel, pa ta tipična najstniška, no. Okay. Bil sem dober, pa mislil sem najbolj pameten. Ja. Potem si se vrnil nazaj k rokometu? Ja, ali pa sem se vrnil. V študentskih letih? Ne, čez 1 leto, spravi v 3. letniku ali pa sred 3. Nekako sem zvel, da trenerja ne bo več. Pa, ko so gotovo, da ni v redu. Pa da je kar športi, s katerim sem se ukvarjal. Mislim, da sem največ takrat košarko igral. Da ni dovolj, no, ko sem enkrat na teden, iz tega, da ti vsak dan nekaj treniraš v nekaj enkrat na teden, je res tak hud preskok. Pa sem se vrnil, no. Sem bilo težko, ampak hkrati pa ful dober, ker nisem več najboljši. Bil sem precej slab in dobil sem novega trenera, ki je zelo dober, zelo ostrog. In sem začel tako, bi rekel, mogoče z 0, pa zares. In je bilo res dobro. Ful težko, težje, ampak dobro. No. In sem užival. Takrat sem mogoče najbolj užival v rokometu, ko sem se v bistvu učil še enkrat tega športa, pa na enem drugem nivoju. Ja, pa sem kar igral še. Še na študentska leta. Še nekaj na faksu in potem še na Portugalskem nekaj, ko sem bil na izmenjavi. Tako, pa sem pa nehal enkrat. Nehal si pa, ker pač... Nisem videl, da nisem bil dovolj dober, da bi karkoli s tem... Ker bi moral iti v profesionalno, pa... Tudi če bi šel profesionalno, bi bil revež in pač nisem dovolj dober za to. Pa tudi... Pa ta D-faks je precej zahteven fizično in če se poškoduješ, je res zoprno, no, in pa se kakva poškodba zgodi in potem, ker naenkrat ne moreš izpita na faksu delati in tako je, no, vse je bilo malo. In sem rekel, da je dovolj in je bilo dovolj. No, pa kakšnih hujših poškodb pa vendarle nisi imel? Pa nisem imel, ampak... Da bi tako rekel, da v rokometu, zaradi rokometa, ja, že potem čez čas, ampak tako na tekmi nekih hujših, kak zlom, zvin. To, da si šel ti študirati DIF, a to je bilo samoumevna odločitev? Kaj pa so bile še opcije? Ja, razmišljal sem o antropologiji, se spomnim. Kako? Antropologiji. Ja, to sem razmišljal, da bi. Pa verjetno sem še kaj razmišljal, ampak
Potem sem tako nekako se vprašal, kateri faks boš končal, zagotovo. In rekel, nimam pojma, pa sem se vprašal, kaj te najbolj veseli, in sem bil pa lepo odgovor lahek. No. Tako. In potem si doštudiral in se zaposlil v domu Malči Belič? Ne. No. Sem pa še, sem pa še vmeš nekaj študiral. Pa sem šel, se pravi, HDF je 3+2, ne? Ja. In po teh 3 letih sem šel nisem vedel, če bi bil res učitelj športa. Mislim, me je veselilo, ampak sem še iskal druge stvari. Sem šel narediti to propedevtiko v psihoterapiji, pa sem to naredil, pa me malo, ampak ko to narediš, te tako enoletno izobraževanje nekih osnov psihoterapije in ne dobiš ti zares nekega oprijemljivega znanja, da bi, kaj šele, da bi karkoli izvajal, pa se s kom pogovarjal, ne? Tako da sem potem se čutil preveč mladega, neizkušenega, da bi šel to pot, in sem v bistvu se odločil, da grem raje na magisterij na DIV, pa da končam magisterij. In v tem času sem se že v bistvu zaposlil kmalu na Kraljih ulice. Sem bil še študent, še študent sem bil. So me tam zaposlili, ker sem delal za Kralje. Je to perspektivno? A je perspektivno? Pa je bila dobra služba. Kaj pa je bilo? Jaz sem še kot študent sodeloval s tem socialno-pedagoško sfero. Povezal sem se z njimi predvsem prek cirkusa, društva Cirko Krog, in smo hodili v Radeče, recimo smo šli, pa smo izvali tam delavnice za te fante, ki so tam zaprti, pa po različnih, azilne dome smo hodili in tako smo izvali razne take delavnice in me to veselilo. Pa krati sem pa kot služba si dobil prek Kralje ulice v naselju neprofitnih stanovanj v Polju, smo naredili, mislim, v bistvu, jaz sem zraven kot študent, 2 ste bili pa zaposleni na Kraljih in smo skupaj naredili tak skupnostni prostor. V bistvu je bilo eno stanovanje prazno in v to stanovanje so prihajali tisti, ki so želeli. Tako, bilo je odprto, vsake toliko, in se je izvajalo, jaz sem se ukvarjal predvsem z otroki pa z mladimi, one bolj z odrasli, pa vsi smo se z vsemi, ampak itak na koncu je bilo največ otrok tam, so hodili največ otroci. Jaz sem mogoče bolj športno delal z njimi, tako različno. In to nam je šlo precej dobro in so videli nek potencial in so mi ponudili službo. Ampak ta služba ni zajemala samo tega skupnostnega prostora, bil sem zaposlen na antideložacijskem oddelku. To pomeni, da si skrbel, da ljudje, ki so, ne poravnajo vseh dolgov, ne? In ima pa predvsem, večina imajo te ljudje stanovanja od stanovanjskega sklada in če ne poravnajo dolgov, jih lahko izselijo. In v tem Kralju ima pač to, kot jim rekel, to ekipo, ki skrbi in hodi k njim in jim ureja, da nekako jim pomagajo urediti zadeve, da začnejo plačevati. Postavijo načrt, neko strukturo, predvsem manjka neke strukture ponavadi, neko strukturo, da oni uredijo te svoje. Kaj sem si to predstavljal, da so te pol najeli, da si žoge vanje metal, da so šli? Ne. Ampak to mi ni šlo tako dobro, no. Pa ne zato, da bi koga zaradi mene selili. Nisem se videl temu, no. Res sem videl, takrat sem mogoče malo spoznal, da res rad delam z otroki in sem se potem tudi usmeril. Potem na magisteriju, no, sem mogoče ugotovil, da bi pa res mogoče rad delal v šoli, no. Tako nekako. Sem pa skozi delal z otroki, no, te vadbe različne. In pol sem prišel sam najprej na gimnazijo Poljane, takoj, ko sem magistriral. To je bilo čisto takoj? Čisto takoj. In v bistvu vmes pol je pa so bili razni zapleti in potem si ti vmes delal na Malči Belič, recimo. Pol sem delal še v osnovni šoli.
In najprej v Ilirski Bistrici sem se vozil, potem sem dobil tukaj na Maksu Pečarju v Črnučah, in potem sem šel na Malči Belič. In potem sem prišel sem. Zdaj si na gimnaziji Poljane, koliko? 4-5 let? Nekaj tazga. Kar je v bistvu zelo dolga doba v tvojem... Najdaljša. In kaj to pomeni? Da je tukaj tale razred, če odpelješ, pa greš? Ali... Ta razred zih še odpeljal. Ok. Ja. Pa bomo pa videli, kako. Ne, bom ostal. Ne, kako ti je recimo zdaj, pač kar nekaj služb si že dal skozi, kako pa gledaš zdaj na to službo? Uživam v tej službi. Aj fajn. Ja. Zelo mi je fajn v bistvu. Tako da verjetno bom ostal še nekaj časa, ampak težko pa rečem koliko. Malo je strašljivo reči 40 let. 40, verjetno ne, ampak razumem. Ja, no, ne, dobro se počutim. Predvsem so mi všeč dijaki, tudi kolektiv. In ja, uživam, no, pač ni mi težko iti v službo, no, res ne. Mislim, pride dan, ampak... Ok, no. Ampak v bistvu lahko v trenirki paradiraš. Tako, lahko sem cel dan v trenirki, doma, cool. V službi, lahko, če mi paše... A se sploh preoblečeš? Vse preoblečem. Ok, če ti paše? Ne, če mi paše, lahko delam sklece, lahko telovadim, lahko igram z dijak, tako, fajn je. Prav paše ti, da bi delal sklece? Ok, zdaj le? Ne. Ok. No in zdaj, ko si učitelj, oziroma, ko si že nekaj časa, ne? Pa vsem, če to primerjamo s to službo, ki si imel na Kraljih ulice, kaj so mogoče ključne razlike, ali pa kje vidiš, da je bilo mogoče prej malo bolj zanimiv, ali pa Kralji, to je dost nenavadno, da imam jaz možnost se pogovarjati z nekom, ki je delal za Kralje ulice. Ja, ampak mislim, delati za Kralje ulice, tam je toliko različnih stvari, ki jih lahko delaš, in tudi različnih programov. Tako, zdaj, kar se tiče tega programa, na katerem sem bil jaz, ja, tukaj je dosti lepše, mislim, ja, je, več tukaj učiš. Tam pa ni mi bilo, mislim, si tudi učil, ampak ni bilo to primarno mogoče. Ali pa, v bistvu ne znam točno odgovoriti. Na kakšen način si tam učil? Ja. Ker vendarle zagotovo je drugač. Ta princip poučevanja. Zdaj, ampak, zdaj to, najbolj to, a me sprašuješ o polju, a me sprašuješ o tem, kar sem prej rekel, ko sem hodil do njih na dom? Oboje. Kaj je zelo različno. No dej, povej najprej prvo. Tam sem se ukvarjal, najprej sem se tam ukvarjal z otroki, v polju, ne, predvsem. Tam si se pa ukvarjal bolj z odrasli. V polju si se ukvarjal tudi starši, tam si se ukvarjal pa z nekimi odraslimi težavami, kako plačati račune, kako bla, pač izpolniti pač socialne pomoči in tako. Tam v polju si se pa bolj ukvarjal, kaj je prav, kaj je narobe, ko se obnaša drug do drugega, ko se igra, čim več zabavati, pozabati na kakšne stvari, tako, no. To so bili v bistvu otroci stari koliko? Zelo različno. Zelo različno. In najbolj prijetno ti je bilo delati s koliko starimi? Zelo različno. Zelo različno. Pade, kakor pade. Od človeka odvisno. Kako? Mislim, nisem imel tega. Da si delal s kako družino, recimo, v eni družini si imel od 8 do 18, pa 5-6 otrok, recimo. In zelo različno. Pa je bilo to zelo na šport vezan? Ne, kakor sem si naredil. Jaz sem pač, tam nisem nekega programa, jaz sem ustvarjal program. In kar sem pač hotel, sem delal. Koliko ti pa to všeč, da lahko sam program sestavljaš? To mi je fajn. Namreč pod vprašanje ali pa nad vprašanje,
koliko ti gre na živce, da moraš v šolskem sistemu slediti vnaprej določenemu programu, tudi če se z njim ne strinjaš povsem? Pa mi gre. Ja? Ampak na srečo učim športno vzgojo, kjer... To pomeni kaj? To pomeni, da lahko naredim kaj po svoje. Tako jaz to razumem. Okay. Hoče pa je to, da so to tukaj povedal. Jaz ti bom prišepnil, da tudi mogoče pa kakšen drugem predmetu lahko narediš kaj po svoje, ampak ne razloži. Ja, ti imam pač, moram dobiti neke ocene. Ne? Okay. Ampak to je v bistvu to, kar moram dobiti. Vse ostalo si pa lahko tudi malo razmislim po svoje. No, pa nek program je. Je program, seveda je program. Pač delamo, imamo pač usklajeno z aktivom, delamo pač določene stvari, ki jih moramo delati. Ne? Sam zraven pa lahko delaš tudi druge stvari. Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, se je velikokrat zgodilo, da je prišel učitelj za, takrat smo rekli temu telovadbo, je dal žogo in je rekel, tle imate, pejte igrati fuzbal. Zdaj, a to si še vedno lahko danes ti prvoščeš? Da sam dajo žogo, pa brigate. Je odvisno od razreda. Okay. Ampak recimo bi se našel po manj kak razred, ki bi mlah recimo napel mrežo, pa dal žogo za odbojko, pa rekel, igrajte. In vem, da bi igrale. Vem, da bi recimo igrale tudi celo uro. Če se vrnemo nazaj na Kralje, recimo tam v polju, ki si delal, to je šlo, ali so vendarle ves čas potrebovali neko pomoč ali pa namige ali pa karkoli? A si bil bolj, a veš, tako fizično prisoten? Ja, tam sem recimo, tam sem vse delal z njimi. Tudi če so bili malo starejši? In mlajši. Z mlajšimi verjamem, da se treba malo bolj. Vse sem delal z njimi. Igrali smo se na igrišču, se je načtazga tako. Ne, ampak tako, koliko tebe, a te to vblazno trud? Glede na to, da je to fizično. Ma veseli me to. Rad, tudi recimo zdaj med pouko, rad, če je priložnost, pa da je možnost, rad grem kak šport z dijakinjami, ki tako punce učim. No. Bi rad učil fante? Ne. Mislim, veš kako je? Bi probal imeti kak razred z veseljem, z veseljem bi imel kak razred fantov, ampak ne bi pa nehal rad učiti punc, ker mi je hudo. Okay. Ja. Ker prvič sem se zdaj malo učil, je drugače učiti fanta ali punce. Zdaj sem se malo učil in uživam. No? Tako, in tudi imam program, se mi zdi dosta ok zaenkrat. Ni najboljši, lahko še izboljšam. Jaz ne me prosim narobe razumeti, jaz te ne provociram, imaš program ali ne. Verjetno je pa to, neverjetno, zagotovo je to edini predmet, kjer je drugače učiti fante pa punce. V čem je drugače? Pri mojem pri fantih lažje daš to žogo in rečeš, igrajte kot pri puncah. Ker zdaj rekel sem, da poznam razred, ampak poznam pa tudi razred, ki če bi mi rekel, izvolite žogo, igrajte, bi se to žogo, da vem. Bi jo počel. Ne, ampak pozabile bi na njo. Pa... Okay. To bi se usedla in kaj po svoje. Šport kot način življenja te ves čas spremlja in verjetno ti gledaš na to, da je to zelo smiselno za razvoj otroka, da je ves čas prisoten šport. Ja. Ali opažaš, da je kaj v zadnjih generacijah to drugače? Ta odnos do športa, mogoče namreč jaz kot sam toliko, da razložim, odkot prihaja to vprašanje. Jaz kot laik sem pač zasledil, da v času covida je bil en tak velik upad v kakršnih koli športnih aktivnostih in da se je to poznalo tudi pri športni vzgoji. To je res. Ampak, veš kako je, ta šola, mi imamo res imamo v redu dijake. Res, tako jaz vidim to. In učim tudi punce in več ali manj pač moram reči, da preko da upada, bi jaz rekel, da
je vedno več punc, ki so nekaj trenirale v osnovni šoli. Ali to, ne vem, zdaj sem nekaj računal, odboj Kašic, in tam mislim, da okoli 50 na naši šoli, kar se mi zdi ogromno, enih punc, ki je treniralo odbojko. In tako naprej. In se mi ne zdi, da upada, se mi zdi, da vsaj pri nas, ne vem pa, kako je druge, no? Ker jaz mislim, da mi nismo da ne kažemo neke realne slike, no? Ker verjamem, da imamo res dobre dijake tukaj in po večini je potem tudi oni se bolj ukvarjajo športov, ker že v družine same vejo, da je šport pomemben. Aha, imaš tak občutek, jaz sem tak občutek, da gre to z roko v roko. Ja, jaz sem tak občutek. Ker itak se mi zdi, da ni to samo moje mnenje, da je fajn šport za razvoj otrok, ampak neko splošno mnenje. In se mi zdi, da tako, no. Jaz ne vidim, da je slika slaba, no. Ok. To je pa fino. Ja, Tak, mislim, vsaj tako, ko gledam, veš, je pa tudi, da se spreminja od razreda, ki ga dobiš. Če gledam zdaj, razrede, ki sem jih dobil, se mi zdijo precej dobri, no. No, jasno, da je od razreda odvisno, ampak ja. Da so kakšni športi, ki bi jih res želel, da bi se v šoli jih razvijalo? Plavanje. Mogoče. Plavanje? Ja, to je bilo dobro. To plavanje se mi zdi res tak dober šport. In bi bilo super, če bi se tudi v šoli izvajal. No. Vse drugo pa nekako se šole trudimo pokriti. Odvisno je spet, kakšne pogoje imamo. Okay. A te motijo te pogoje, ki jih imamo mi tukaj? Ja. To, kaj, mehnost telovadnice? Ja, menjava, mehnost. Aha, ta menjava. Menjava moti, veš, ker ti, ki imaš recimo velika telovadnica, ki imamo, ti si vsake toliko v njej. In ti dosti krat je ta proces tega učenja, recimo, zdaj bom malo ne bom kompliciral, ampak recimo si en teden si v veliki in potem, da si spet v veliki, čakaš 2 tedna. Ja. V teh 2 tednih ti si vzel neke elemente in čez 2 tedna moraš itak najprej, mislim, minilo je res toliko časa. No? In je precej zoprno. In pol še manjkaš in pol, ne vem, 2 tedne, 1 mesec in potem je še in tako. Dosti ruši to lahko in to mi gre precej na živce. Ja, lažje bi bilo, če bi imeli vaš čas. Ja, razumem. Standard. Po drugi strani se pa precej znajdeš lahko, no, in delaš zanimive stvari. Tudi druge, ne. Ja, razumem. Kako pa sicer za tvoje, zdaj tako, veselje, kakšen ljub šport, zdaj vem, da te zanimajo vsi športi, ali te prav kakšen ne? Ali obstaja šport, ki ti je brez veze? Mislim, tako, da ga znam, pa da mi je brez veze. Ampak tako, da bi rekel, to pa ne bi šel zdaj. Ne vem. Ja, ne vem, čakaj. Curling. Pa to bi probal. To bi probal. Mislim, kako uno, ma ne, tudi to bi probal. V bistvu bi vse probal. Ja, okay. Ja. Kjeri so ti pa top športi? Top športi, ja. Dobar, košarka je top šport, nogomet, smučanje, bordanje, vejkanje. Če bi znal dobro surfati, bi bilo verjetno tudi surfanje, sem sam na portugalskem delu. Tako, slackline je top šport, če je šport, odvisno kako vzameš, ampak je precej fizičen, tako da ja, to je top. No, ampak v tem si recimo zelo spreten. V tej hoji po vrvi. Ja, tako. Zelo, ja, sem. Mislim, ja, no, pač enkrat za nekoga, ki ne zna sem, za nekoga, ki zna sem poprečno. Unga cirkusanta iz Cirque du Soleil, mogoče res samo poprečen, ampak veliko enega časa si vložil v to, no? Ja, to pa sem, ja. A ti je to sproščujoča tudi zadeva? Ja, to mi je toliko pomagalo vmes. Ne vem, kaj. Ne vem, tam 19, sem star pa malo, sem začel. V bistvu, sploh ni bil, ne vem, kako je bilo, mislim, da sem ga našel, da ga je sestra imela doma, sploh nekaj on to dobila. In sem to vzel in sem začel to izvajati. Na PST sem hodil in vsak dan kako uro
uro pa pol. Kot neka, da sem se bolj počutil. Kaj pa joga? Ni mi tako zabavno. Joga, zdaj vedno bolj spoznavam, pa s kim sva to nekaj delala, ampak kim predvsem dela jogo? To je tvoja partnerka, samo da razložim. Meni je pa to bilo tako, mislim, slekla je res bolj zabava, če gledaš tega vidika, ker moraš res te prisili biti v trenutku. Kaj pa joge hitro grejo misli po svoje in moraš biti res to samo disciplino. Tam pa ni časa. Tam pa padeš dol, če nimaš. Tam pa padeš dol, če nisi pri stvari in mi je bilo super. No. Tako res super. Kaj pa šport za navijati? Si navijač? Rad navijam. V tem trenutku, ko midva to snemava, potekajo zimske olimpijske igre. Ja. A to pol pomeni, da je zdaj, ne vem, TV skozi pržgan pri vas doma oziroma računalnik? Ne, se sploh nivamo TV. No, pač karkoli že, Ne. Veš, kako je, tako, da gledam, tako zares gledam Evropsko prvenstvo pa svetovna, tako bolj reprezentanco gledam. V teh ekipnih športih? Ja, recimo košarko, to sem kar precej navijač, ko igra košarka, ali pa rokomet sem zdaj gledal, ko so igrali. Potem pa, se pravi, ko je ta turnir, no, takrat sprobam gledati vse tekme naše reprezentance, če gre. Če ne gledam pa za nazaj, pa si skrivam rezultat, pa noben mi ne sme povedati. Eno tekmo. Tako, ker pač rad navijam, rad gledam pa navijam. Pa tudi kaj tako, prav navijaš tako, imaš šal doma, pa se dereš, pa ploskaš? Ja, sam derem se. In takrat se kim odsel, ali kako? Takrat je tako, Okay. Pač moram biti v drugo sobo. Vse pa grem komu gledati. Recimo, Htatu grem rad gledati, očetu, ali pa s prijateljem. Kaj pa, a v živo hodiš na tekme pa to? Ne. Ker? Ali ni zares razloga? Ni zares razloga. Mislim, se zdaj, mogoče bom zdaj z Valom, bom dobil partnerja, Valu pa bo. Ga že pripravljaš na to. Ampak recimo zdaj, ko so pa zimske, ko pa ni toliko ekipno, do neke mere je, ampak ne na tak način, kot so mogoče. Mislim, bom pogledal za nazaj, malo preberem, ampak ne, nič nimam, nisem zdaj, recimo, samo drugačno nedeljo. No. Ok. Zdaj, ti, poleg tega, da se v šoli ukvarjaš z športnimi dejavnostmi, dajmo tako reči, športni pedagog. Tako je, da se učim. Si tudi neke vrste športni pedagog potem v prostem času oziroma delaš še izven šole. Ja, delam še v športnem društvu GIP, ampak tam pa učim res majhna otroka. No. Tako 3 leta, 4 leta. Najstarejši ima 5 let. In jih učiš v bistvu kaj? Osnovne oblike gibanja, pač poligončki, igrce. Igram se. Igram se. In to ti je... V kakšen izziv ti je pa to? Ker to je verjetno vendarle drugače, kakor, ne vem, dati žogo 16-letnim dijakinjam in jih učiti odbojko. To mora biti čisto drugo. Je drugo. Ampak kaj je tudi malo podobno? Mislim, pač, tudi 16-letni dijaki se rade, ki igrajo. Ampak tam je drugače, tam moraš bolj v pravljico iti, pa si izmišljati zgodbe, pa se pač igrati z njimi. A se zdaj tvoj pogled na vse to spremenil, odkar imaš svoje otroke, na vso to pedagoško delo? Ne zares. Mislim, v kakšnem smislu? V smislu, da na kakšne stvari bolj paziš, ko vidiš, ko imaš to izkušnjo lastnega otroka, ali pa kakšne stvari bolj poudariš. Ne toliko zelo v šoli, pa recimo v gibu. Ne bi rekel. Mogoče, mislim, mogoče, ne bi rekel, da se mi je kaj zelo
Mogoče sem ratal bolj previden, v smislu, da sem bolj tako, mogoče bo padel. Ampak ne, da kaj drugače pa ne. No, zdaj pa ti eno stvar vendarle razloša. Ves čas je tvoje življenje v bistvu prežeto s športom. Že od malih otrok se je rekel, prvi spomin je v bistvu športen. Ne, to ni prvi spomin. No, ta eden najstarejših spominov. Ne, to je prvi spomin, kako se je igral rokomet. Okay. No, torej, ves čas si bil šport zraven. Ja. Ampak ti si hkrati bil strasten kadilec. Ja. A bomo to rezali? Mislim, ja. Prav. Mene je to ful sram. Okay. Ampak ja, hajde, nadaljuj pa v špori. Za mene je to res sram. Zakaj pa ne bi to ostalo? Ker me sram, da sem to kadil. Ampak kaj pa si hotel povedati? Ne, to pač, da je, a ni nenavadno, da si v resnici veliko kadil, hkrati si pa treniral, hkrati si pa v bistvu tudi na div hodil, Ja. Torej še iz enega drugega vidika spoznaval športe. Ne vem, kajenje pa se mi zdi, da je ena druga stran malice. Ja, ampak kaj še je bilo to? Mene so ful hiter dal, tako sem začel kaditi, mene so ful hiter dal mladince, ko sem res majhen še. In tam so napolno te rokometaši kadili in to se je v garderobi kadilo in to je bilo tako in pol si mogel biti malo si mogel kaditi, veš, in tako so ti kar malo dali te cigarete in tako. Pa mogel si biti cool, veš. Pa sem takrat začel in pol, mislim, ne vem, pol sem celo srednjo šolo kadil, no. In na faksu sem se skrival, ker mi bilo sram. Že takrat me rad, na faksu recimo, v srednjo šolo ti ni bilo sram. Veš pa, itak nekako sem zmogel odigrati tekme. Ne vem, pa itak si mlad, pa si tako. Okay. Pol na faksu me pa rad ful sram, pa sem začel skrivati. Pa sem nekaj nehal in pa sem špet pa kadil, pa nehal in tako. Ja, ampak zdaj je res dobro. Zdaj si clean, koliko časa? Ma ne vem, sploh ne vem. Ni pogoja, da bi ga pržgal zdaj? Ne. Ne. Mislim, niti nisi mislila, no. Sem precej proti. Si precej proti. Ko gledaš recimo, dajmo se ne pretvarjata, ne? Če mi skozi okno zbornice pogledamo ven, vidimo tudi v najhujšem dežju dim. Ja. Kako recimo, zdaj, ko si razrednik, kako tudi na to gledaš? Tako rečem, zdaj, ko si razrednik, ne mislim od letošnjega leta, ampak mogoče tudi s to izkušnjo, razredniško izkušnjo. A na kajenje? Ja, recimo. Potem bom pa še v drugih stvarih. Gledam tako, definitivno bom rekel nekaj kaditi, ko me vidim kakaj kadi, ki je tako. In potem mu bom težil še, verjetno, na pohodih in razlagal o tem, zakaj to ni v redu. In se pogovarjal o tem, zakaj to ni v redu. Ampak to pa je to. Bom pa pač pustil, da se sam odloči, ker to je pač res osebna odločitev. No, seveda, ja. Ja, in tudi ne bom to komorkoli razlagal, ali pa, veste, vaš sin pa kadi. Pač to ne bom na tak način, sem definitivno, bom pa temu sinu ali hčerki, bom pa težil. Ja. Boš pa težil. Težil pa bom, ja. Praviš, bom pustil otroku, da sam seveda neha kaditi, če bo hotel. Kaj tebe pripeljalo do tega, da si nehal kaditi? Verjetno si ni sam kar na lepem si se zbudil pa rekel, to je slabo. Pa ne, to čutiš že dalj časa, da je slabo. Tvoje smrdiš, smrdiš, prste imaš rumene, tukaj. Pač vse, kar spada, zdaj moram naštevati. No, ne vem, ampak tako je ena taka osebna izkušnja. Okay, ja. Pač smrdiš, rumeni prsti, ja. Ne vem, kva si zadihan prej, ali ja, nisi, ali ni še toliko deleč. Prej si zadihan, ja. Jaz sem začel verjeti, da bom ful bolj seksu, če ne bom kadil, kot če kadim, recimo. In sploh vse to, no. Tako, kar pa še je zraven. Ok.
Torej, ampak ko si rekel, bom težil dijakinji, a si že kakšnega spravil, tako, se spravil že na kakšnega. Kaj mu to rečeš? Verjetno nisem dosti, da rečeš, a lahko nehaš kaditi. S tem začnem. Ja? S tem začnem. In pa začnem govoriti, zakaj to ni v redu in upam, da bo. In pa malo povem, kaj bi bilo mogoče fajn, da kako nadomestiti, če je mogoče, ali je to šport, ali je to tek, ali je to sam, da dihaš, nekaj. A si ti sam bolj športov, ko si nehal kaditi? Ne, mislim, ne vem. Okay. Vse sem skozi takrat športov. Ne vem, ali sem bolj ali manj, ampak ne veš, kaj sem recimo, to se spomnim, je bilo, to sem tudi na faksu sem še kadil in med učenjem, ti si se res učil in potem si šel na čik. In pa sem nehal kaditi in kaj bom zdaj, ko se neham... Ja. Kaj pauza? In sem žongliral, recimo. Žongliranje? To. Pač nekaj, tako nekaj, da se... Sej pa ne rabaš več tega, ampak... Dobro, ok, ampak recimo v tej prihodnji dobi. Ja. Zdaj, to je morda malo podobno, ker gre za neke vrste odvisnost, kar pa vem, da ti nimaš s tem, da nimaš pa te izkušnje, ampak a se ti zdi, da je podobno tudi v odnosu s tem digitalnim svetom, ta vse večja odvisnost, ki ga imajo dijakinje s telefonom. Misliš, da se tudi da na podoben način? A kje opažiš tukaj eno podobnost s tem skajenjem? Ja, več lahko gledaš, da ti da ta instant hitri užitek in potem pride do tega manjka, ko ta zadeva mine čez nekaj časa in do te neke nervoze in potrebe po neki zaposlitvi. Tako da lahko gledaš, da je podobno. Je to tudi ena stvar, ki jo mogoče izpostaviš kot športni pedagog, ker to se mi tudi zdi, da je malo druga stran Mavrice, da pač na eni strani greš ven, greš v naravo, greš športat, ali pa se zabubiš v kavč in drajsaš telefon. Ja, pač je podobno. No. Daje ti ta dopamin in enako kot cigaret in se hitro tudi zasvojiš, verjetno. Mislim, vse. Gotovo vse. In šport mogoče je tukaj rešitev. Pa ne treba, da je šport. Mogoče sprehod, mogoče da ne bo tako izpadlo, da pa v tvojem življenju je pa samo šport in da zunaj tega kvadratka ne moreš razmišljati. Nikakor ne želim dati tacga. Tega položiti v usta, ampak šport je lahko ena taka rešitev. Ja, jaz mislim, da je. A se kdaj tudi če gledaš vsako zasvojenost, problem teh zasvojenosti je, ko si značen zasvojen, dostikrat ti to zasvojenost nadoknadi z neko drugo zasvojenost. In pa je pač nevarnost, da namesto, nehaš kaditi, zdaj bom zasvojen šport. In pa so ljudje, ki ne morejo nehati in so samo v temu. In tako naprej. Vedno lahko najdeš nekaj drugega. Fajn je, da stopiš ven iz tega kroga. Zase bi lahko rekel, da nikoli nisi bil odvisen od teka, recimo. Ali pa kakšna taka stvar. Meni je to recimo ena taka stvar, ki mi je po enem trenutku sem se sam nekoč spraševal, a sem jaz že odvisen od teka. Ne, jaz sem recimo v nekem svojem obdobju sem bil recimo odvisen, bi rekel tega, da se moram vsak dan 2 uri kibati. Znoreti. Na neko, je bil to nekaj, ali sem šel teč, trening, nekaj sem mogel. Če ni drugega, sem pač sleklanil, pa gor žongliral. Tako nekako, prav spomnim se, to sem rabil. In kar ni slaba odvisnost, ampak je pa bila, veš, in sem tudi to videl, to tudi ne vem, če lih v redu, ne. Fajn je, da se gibaš, ampak ne, da se moraš gibati, da pač začutiš, ko bi se rad gibal, se gibaš, ko bi rad počival. Kadil, pa kadiš. Počivaš, ne, kadit pa ne. Kadit pa ne. Še v bistvu, kar se šole tiče, bi te še malo skušal speljati na
na podi razredništva, ker to je vendarle pa nekaj popolnoma drugega, kot pouk, redni pouk. No. Kako je tebi, ko si razrednik, a ti je fajn to, a ti je to, namreč soočanje v bistvu s težavami adolescentov, s težavami pubertetnikov, kako na to gledaš, ko se s tem soočaš, a ti je v izziv? Ja, ful me je izziv. A pomembno mi je tudi, dostikrat mi je tudi težko, večinokrat mi je lepo. Zdaj sem vesel, da imam tak razred, kot ga imam. Ja, mislim, tako je posebna naloga. No. Se spomnim, ko sem začel, je bilo res težko, ker malo nisem vedel, kaj je točno moja vloga. Ker recimo, če gledam, ko sem bil jaz v srednji šoli, sem res slabo izkušnjo z razredom. Ja, res. In mogoče nisem točno vedel, sploh kako, kaj zdaj, kje rabijo razrednika, kje ga ne rabijo, kaj sploh je zdaj tukaj. Zdaj to bolj vem, no. Ampak ja, še vedno je pa izziv in ampak tudi lepo. Na meni da, če se poveže z razredom, pa da razredu nekaj uspe, je lepo občutek. Pa ne, da je to tvoja zasluga, nikakor ni. Vse tudi to mi je, ko dostikrat rečejo, kakšen razredni tak razred, to je kar nekaj. Jaz pa vem, razred se po razredniku pozna. So eni delčki, ki se mi zdi, da jih razrednik prenese mogoče v dojemanju sveta. No? Ne, se zdaj ni treba meni potrditi. Ampak ne, jaz res mislim, ker ne vem, si pomemben, ampak nisi toliko pomemben. Ne, si seveda, jasno, da ne. Ampak so pa se mi zdi, da so eni elementi, no, ki jih, ne vem, predvsem pogled na svet. Če se ne strinjaš, bomo to tako zeditirali, da bo na koncu gledali, da se absolutno strinjaš s tem, kar sem povedal. Moč editinga na naši strani. Aj hvališ? Ali je to ena ta športna fora, da nikoli ne smeš povedati, ker to imam pa jaz iz svojega športnega udejstvovanja, da pač trener ni nikoli pohvalil. Ne, pa razumem, zakaj ne. Ja. Jih bom pohvalil. Torej jih še nisi. Ne, se jih. Ampak ne preveč. Ne preveč, ja. Ker? Pa da jim nastopi slučajno kaj v glavo. Vse je v redu, vse jim gre dobro. Pustimo tako, kot je. In se ti res zdi, da razrednik nima nobenega vpliva? Tvoje delo kot razrednik, ali kaj spominja na delo, ki si ga opravljal, ko si poučeval? Ne. Delal na Malči Belič? Ja, nisem poučeval. So tle kakšne stične točke? Mogoče okej. Ja, lahko probam. Pač najprej tam nisem bil učitelj, tam sem bil vzgojitelj. Okay. Kot vzgojitelj, to zgleda tako, da ti imaš skupino in v tej skupini so otroci stari, ne vem, mislim, da v moji skupini so bili od 9 ali 8, od 8 do 16. Tak razpon je. Fantje in punce. In ti pa še, trije smo pa vzgojitelji, ki skrbimo za njih. In v bistvu ti skrbiš za vse, od šole do pač zdravil, do hrane, ni da ni, vse, zdravnika, pač ni da ni. Ti skrbiš v bistvu za te otroke nekako. Te otroci imajo nekateri tudi starše, nekateri pač ne. Je drugače, no, mislim, ti kot razrednik nisi tako vpet v življenje svojih dijakov, kakor si tam vpet. Ja, definitivno ne. Koliko je bila, koliko številčna je bila recimo ta skupina? Se pravi... Recimo, ki si jih ti imel, eden od 3. Mislim, da jih je bilo 12. In to se verjetno zdaj močno navežeš.
Ali ne, ali moraš paziti, da se preveč ne navežeš? Mislim, jaz nisem. Mislim, paziti. To je težko. Nisem toliko časa spet delal, tam, da bi lahko rekel, da mi je ratar ali paziti, ali pa di uspelo paziti. Tako. Jaz sem se navezal, oni pa tudi. Ja. In ko si nehal, a ti je bilo težko nehati to? Ja, grozen. V bistvu na nek način pretrgati. Grozen je bilo, počutil, grdo sem se počutil. Kakor izdajalec. Ja. Sam, hkrati tudi ne. Tako je bilo. Vedel sem, zakaj sem se tako odločil in se mi zdelo prav, da sem se tako odločil. Tako da en del mene je bil zelo trden in jasen. Prav je, da mi na službo dobiš zdaj otroka, ne boš zmogel oboje. In res ne bi. Eni ljudje zmorejo, jaz sem še zdaj 100% prepričan, da ne bi zmogel. Enostavno ne bi zmogel. Ko bi imel Vala in potem še, ali 6 je bilo, vse ne vem, ne, 12 je bilo, svaš, da sem pozabil že. Bi mogel zdaj po imenih. Dobro. Ampak ne smem. No, se vsem, tudi če jih je samo v navednicah 6. Ja. Preveč bi mi bilo, ker to je taka služba, ki ti delaš cel dan. Ti popoldan si z njimi, ker dopoldan so oni v šoli, ampak ti dejansko dopoldan imaš sestanke, pač gledaš, a so šli v šolo ali niso šli v šolo, kakve ocene so dobili, pač kličete na govorilne ure, pač tiste naredil to, pa si mogel tja. V glavnem, zelo, zelo različen. Nikoli, v bistvu si cel dan vpet in potem še večer, ali pa se kaj kriznega zgodi in dejansko ti, če razmišljaš potem o njih in tako, in recimo jaz mogoče nisem znal tega tako izklopiti. Eni znajo, jaz nisem in sem vedel, da zdaj, ko dobim Vala, takrat sem dobil Vala, sem vedel, da to mogoče pa res ne bi šlo. No. In je bilo, tako da sem prav naredil, pa tudi klem je lepo na tej šoli, ampak je bilo pa težko, zelo težko. No. In so bili, mislim, jaz sem bil precej prizadet, oni pa tudi. No. Ampak so hkrati, to moram reči, tako neverjetno kul so sprejeli, hkrati so bili žalostni, ampak so hkrati razumeli. In so zelo lepo razumeli in tako zelo zrelo so, tako, na nek način, kljub vsemu, ker sem jih izdal, kljub temu, so me podprli. Veš, koliko neverjetno. Tako, ja, pa sej, a veš, v bistvu čustveno zelo odraslo in zelo zrelo. Ja. In mi je bilo z tega vidika potem tudi lažje iti. Prej si že rekel, fajn mi je tle na tej šoli, ne bi šel nazaj, tudi če bi se ponudila možnost. A da na Malči? Ja. Ne, zaradi itak, pa 2 otrok, pa to, kak jih imaš zdaj. Pa urnika. Pač vse. Mislim, zdaj, kot služba sama je tisto res lepa služba, no. Samo mogoče ne zame, pa ne za me, sploh ne zame, če imam svoja otroka. Tle v bistvu ti z eno veliko ljubeznijo govoriš tudi o zdajšnji službi, pa sploh o tem svojem vzgojiteljskem delu. Ampak to ni v bistvu edina tvoja ljubezen v življenju. Tudi, recimo, zelo te privlači, ali pa zelo dober poznavalci, že prej sva mečkano o tem, malo sva o tem govorila, ko si govoril o žonglirarju, pa v končni fazi o tem slacklineu. Ta cirkuška scena je nekaj, kar ti je zelo blizu. Kako to? Mogoče sem malo pretiraval, ker sem rekel ljubezen, ampak dajmo reči, da je to en del tvojega življenja. Ja, je. Kako to? Mislim, kako to pravim? Zaradi tega, ker je to razmeroma eksotično, a ne nekdo, ki pozna cirkuško sceno, ni ravno priznal, a se pa jaz moče v samo takih krogih gibam, ni to nekaj takega, kar bi velikrat slišal. A kako to? Ja, kako to, pa kaj pravzaprav to točno pomeni? Pač začela se je zelo tako, da sem se poškodoval in sem začel žonglirati. Ja. Bi sem se naučil. Pa nehal si kaditi, pa si začel žonglirati. Ne, to je... Si že tako poškodoval, takrat sem začel žonglirati.
In se mi je zdelo, da sam to počnem. Mislim, tako ni zares žongliral. Mislim, ne vem, sploh ko sem prišel na to idejo. V glavnem, ne imel sem enega sošolca, ki je znal, ampak je bil s Ptuja. Tako da v Ljubljani nisem vedel točno, kako kdo počne. In potem sem spoznal to društvo Cirkokrog. Na internetu sem jih našel. Prej si ga že omenil. Ja, in sem se z njimi povezal. In oni so imeli cirkuške srede, se mislim, da jih imaš še vedno, ker so v bistvu ob sredah si ti prišel tja in je bilo je zastonj in tam so bili ljudje, ki so žonglirali in delali različne stvari. Cirkuške. Ja. Vse, od diabolota, pojev, v glavnem. In sem začel hoditi na te srede in tam malo žonglirati in spoznavati in potem smo se nekako spoprijateljili in so me vključili v te razne njihove projekte. No. In eden teh projektov, tam je bil zelo zanimiv, je bil, ko smo hodili v Radeče. Ja? Da je še iz tega vidika mal, mogoče zdaj. Ja, njihova filozofija Cirkokroga je, da pač temu v bistvu obstaja prav pojem cirkuška pedagogika, da skozi cirkus nekako se približajo odraslim otrokom, komorkoli, ljudem. Okay. In jih skozi cirkus učijo, ker smisel je, cirkus ni tekmovalen, ne? Ti ne tekmuješ, jaz bolj žongliram tebe, ali pa, da vem, je drugačna oblika športa. No? Je prej sodelovalna, pač veliko je teh vaj, ki jih delaš v paru, ki jih delaš v skupinah in to je en plus in drug plus je, da se zelo vidi rezultat. Veš, ti začneš z eno žogico in si neroden, ampak na koncu dneva pa si že cel frajer strevi žogicami. Ja, in so ene take stvari, ki ti dajo take majhne, lahko merljiv nek napredek, viden napredek, ki nekomu tudi mogoče pomaga, neki samozavesti in tako, pa zabavno je, pa ta fokus ti da spraviti ta trenutek, se da nekaj moraš biti pozoren, ki so žogice, kako se to vrti in nimaš časa razmišljati o drugih stvarih. Tako to so in take lepe stvari cirkusa, ki jih potem ta cirkuška pedagogika izkorišča tako, no, v delu z ljudmi. Ja. A so še kakšne druge take fintice, ki si se jih tam naučil, poleg žongliranja? Ja. Ne vem, prej si recimo omenil ta diabolo. Diabolo, poji, slekla ni tak, pa lunarola bolo, to je tista, ta kvalje, pa gor deska. To, kar sem delal to, si delal na BNK. Recimo, to sem tam spoznal. Pol žoga, žoga je zakon, žoga je taka žoga, samo da ni mehka, ampak je polna, je plastična, trda. Okay. In pol gor stojiš in se z njo premikaš. Kaslon. Ja, kaslon. Ampak sem da to dela. Kaslon, to sem rad, to žogo sem rad. Tam res je težka, pa ne, ki jo dobiš. Pa kegli. To sem tudi. Kaj, kot žongliranje s kegli? Ja, broč malo, ampak to res osnova. Ja, pa kaj, pa zraven še žongliraš? Ne, za broča malo ga vrtiš, eni roki, drugi roki. Kalev. Jaz sem proti cirkusu z živalmi. Razumem. Kaj pa klovn? To je pa v bistvu še eno polje umetnosti. Ja, to je, sem šel sem na eno zelo dobro delavnico. Okay. Alenka pa Justin sta imela. Ona dva izvajata, v bistvu odkriješ svojega klovna. Vsak človek nema svojega klovna in te nekako pripeljeta z dihanjem v neko prav res posebno stanje. Je tako, če bi kdo gledal to delavnico, ampak je kar naenkrat nas je bilo 20 odraslih, vsako svojim klovnom in ampak toliko sem spoznal klovna, da sem šel na eno delavnico, odkril nekega svojega klovna, ki ga nisem zares naprej razvil, ampak itak klovna imaš lahko enega klovna, drugega klovna, več klovnov. Ja. In tvoj klovn je bil ta prvi, ki si se ga dotaknil, je bil vesel klovn? Je bil zelo, zelo vesel klovn. Zelo, zelo preprost.
Okay. Zelo tako bitje. Ne, ampak je potem različno, pa to lahko razvijaš, ali pa ne, in pač pride iz tega prav umetnost. No. Mislim, pa ona šole pa delata klonske, po temu Žaku Lecoqu, mislim, da po njemu izvajata. Je kar zanimiva zadeva. Ali ti veščine, ki si jih pridobil v tem tej cirkuški sferi, a ti pomagajo pri poučevanju, pri ne vem, navezovanju kontakta z mladimi? Mislim, mogoče tudi pri navezovanju kontakta, ampak ni to zdaj tako primarno mogoče. Mislim, rad v vratih učim žongliranje. Žongliranje? Ker za samo koordinacijo je super. Potem tudi slackline, kdaj? Aha. Zelo redko, ampak kdaj? Ja. Včasih sem to več. Tudi obroč, kdaj? Ampak upeljem, mislim, jaz sem tudi, moja magisterska naloga je bila na to temo. Ne? Na katero? Ja, kako upeljati cirkus v šolo. Aha. Ker sumim, da to ni del enega programa splošnega. Ne. Ni, ne? Ne. To je tisti del, ki lahko malo posvojene. Tako. Kako pa sprejemajo otroci? Zdaj, čistko, ti prideš pa rečeš, danes bomo pa žonglirali. Ne prideš tako. Ne prideš tako. Ne. Ti narediš nekaj stvari in potem narediš eno postajo žongliranje. In poleg tam učiš. Ali pa recimo delajo druge stvari, pa potem tisti, ki bi rada probal, lahko žonglira. Mislim, zelo redko naredim, danes bomo pa vsi žonglirali. Ali pa obroč pa tako. Ja, to zelo redko, bolje vedno tako, vmes med ostalimi stvarmi. Preseneti to? Ne več. Ampak v redu, ne več zdaj, ampak recimo septembra, prvi letnik. Mislim, ne. Ne? Mislim, ne bi rekel. Se ti zdi, da je to upeljan že prej v osnovnih šolah? Okay. Ne, preseneti, ne znajo, neki novega jim je. Mislim, meni osebno, jaz se ne spomnim tega iz nobenega, ne vem, ne iz osnovne, ne iz srednje šole, da bi... Se ni. Da bi bilo kaj tacga. Meni bi verjetno presenetilo. A pa jim je všeč to, se ti zdi? Zelo različno. Enim zelo, enim ne, ampak pač, veš kaj, to se tudi lepo vidi, pač to ustrajanje. Ne? Ker ti za žongliranje, ti moraš ustrajati. To ni nekaj, kar, mislim, dobro, imaš kakšne talente, in pač gre. Ampak po večini je to res nekaj, kar moraš ustrajati. In tisti, ki ne znajo ustrajati, hitro obupajo. No? In je težko. Eni pa potem to potegne, pa kar hoče še, pa eni pa sploh nočejo nehati, ker hočejo doseči ta svoj cilj, ki so si ga dali tisto uro. In to je, recimo, kaj to z dvema žogcama, pa eno roko, ali koliko daleč vsakega izmed njih potegneš? Odvisno spet. Zelo, ker zdaj, mislim, tako, ko sem začel spet na Poljanah, sem mogoče na začetku delal tako, dajmo vsi žonglirati, pa potem to. Zdaj pa res bolj tako individualno probam. Tisti, ki ga zanima, ali pa že nekaj zna, ali pa bi rad od začetka, pa potem malo. No. V bistvu predvsem bolj v 4. letnikih to izvajamo. Ko so že dosti odrasli. Pa tako, enim gre zelo, enim tako. Cool. No, zdaj pa res prišla do ene velike ljubezni. Okay. To, ki ti je tam že nekaj časa naju gleda iz tvoje fotografije iz tvojega osebnega arhiva. Tvoj pes Silva. A je ba, a ni va? Ne, BB. A BB je, ok. Tvoj pes Silva ima eno zelo zanimivo zgodbo, na nek način povezano s imenom, ki ga ima. A bi to mogoče delil z nami na tej žogi? Lahko, na tej žogi. Silva je umrla v soboto, spravi predvčerajšnjem, eno leto, odkar je umrla.
In je bila z nama, s kim je bila 11 let v bistvu. To je bilo tako, da sva šla na morje. Takrat se je še štopalo. Ja. Po mojem se danes tudi lahko. Ja, se še, da vem. Ne, tega dela. Sva šla na štop, ideja je bila, da bi šla na Olip, to je en otok. Zraven Silbe, ja. Zraven Silbe. In da bi našla eno plažo in spala v viseči mreži in se cel dan kopala in živela na tisti rajski plaži. Ker to je tak otok, ki je bolj samoten, ni nobenih avtomobilov, ni ljudi in tako, da je imela mir. Se vidi, da so bila mlada, ker ta ideja je bila tako, se je kar klavrno končala, v bistvu nisva našla plaže, našla sva ene 60 pajkov, nekaj kač in se ogromno komarjev in se zjutraj hitro pobrala na sosednji otok, ker so rekla, na Olip ne gre več in sva šla na Silbo. Tam sva našla plažo in sva bila lepo morje, ampak to ni tako, kot si predstavljaš, ti, če živiš v divjini, ti rabiš vodo, ti rabiš hrano, ti rabiš stvari. In tako nekje na 2 dni sva šla po zaloge v trgovino, na to, ko je samo ena trgovina. In vedno sva šla mimo ene hiše, ker so bili trije mladički, taki, res luškari. Lihe, toliko so je veliki. In vedno so se tam ustavila in tako čez ograje je bila, ampak si lahko stegnil roko in oni so prišli in pač tam tako so mrcvarili te živali. In pač ena kužica je skozi nama nosila neko konzervo, skozi je tako konzervo od tune, neke stare, tako debelo. In skozi zelo konzervo in pol so imali, v glavnem, no. In tako so minevali dnevi in lih on dan preden bi šla nazaj na trajekt, pa domov, se je tam pojavil en tip. In te psi so bili pa tako, no, niso bili lih urejeni, pač sam tam so bili, doben, nisem točno vedel, kaj je. Se je pojavil ta tip, gospod, no, in sem ga vprašal, a to so vaši kužki? On, da, ali ja, ću sve ih baciti u more. Pač ko, da to on bo utopil, da on ima kaj z njimi in tako. In pa dama tako, ne. Grozno je bilo. In so se pogovarjala, pa niso še skupaj živela sploh. No, če sem že v Ročetu še takrat, ki pa pri svojih starših. In pa so se odločila, da enega bova pač vzela. Da ne gre tako, da če lahko rešiva eno življenje, bova pa eno rešila, 3 pač ne bova. In niso veliko razmišljala in sva šla in sva vzela Silbo, pač, ki se nam je zdela najbolj mirna. Torej ta s konzervo, pa najbolj je bila tako, najbolj se je okoli naju, veš, tako, svoje, kaj ta ti gre z nama. V glavnem, in sva jo pol dala na tako škatlo, tam nam je sprazno, neke flaše imel, pač ko stare, tako stresov, tako šlafom, tako šprico, uzmi ovo vrvico, nek štirik, sploh ne nič, pač nek štirik in itak ni hotla na vrvici, nič ni hotla. Tok je bila, tok se pač v naročju, ja, hoditi pa ne. Pol, če se na tla se, tako v bistvu se kar tako na hrbet se tako legla in da ne gre, da to je to. Tako da sem v nosu že takrat. In sva dala pol, v glavnem, eno noč smo spali, mislim, da še na otoku. In potem sva jo dala v to škatlo in smo šli na trajekt in je bila ful pridna, je bila cel dan te škatli, dokaj nismo prišli na reko. In tam smo mogli iti na avtobus, ne. Ker sva rekla, ne bova s psom štopala, pač to, sva zbrala drugo pot. Ja. Ampak tudi s psom na avtobus? Tudi to ni šlo. No. Ta voznik je rekel, da ne, da pes ne gre gor in da bo šla od spodaj med prtljago. In pač tako, ne. In sem vzel Silbo in sem šel gor na avtobus. Ja, on pa tako, veš, koliko je to luško. To je samo, iz one škatle sem tako glavica ta mala gledala. Sem šel tako gor na avtobus in avtobus pa sezona, ne, polno turistov. Več.
In ona tako gleda tam tako. In sem začel v angleščini, sem kar razlagal celo zgodbo, da smo vzela psa in da zdaj šofer ne pusti in gre lahko ta pes gor na avtobus. In so bili vsi tako, ja, in so tako, ja, pač pustijo gor in potem, pa ni mogo kaj. Pa smo lepo sedeli tako zadaj, pridna je bila celo pot. Pol v reko nas pršače iskati in so nekako pa so očeta prav nazaj na morje, ko on je bil na morju, tam nekaj blizu. Okay. On je sam prišel, da nam je dal avto in pol so je prišvercala čez... Se je tudi to, ja, kar je bila meja. Ne, ampak je bila pridna, sam pokrila se. No, ampak ta zgodba s temi psi, bom zdaj dal jih v množino, se ne konča s tem, ko ste vi prišli, ko ste vi uspešno psičko prišvercali v Slovenijo. Ja, in pol, tako nekak leta, 2 leti potem, mislim, da je bila Kim, je bila na Golovcu, Silba, in Silva Lumper, ta pa si go, je šla je nekam v gost in jo kliče Silva, tako je sa vjezda, in se vračata 2 psa in sliši, ko se nekdo dere, Silba. Tako pa zakaj nekdo mojega psa kliče? In prijeta 2 psa, praktično ista. Pač en je malo daljšo dlako, je malo krajšo dlako in pride en fant in se tako gledajo, tako čudno je. Pa ta 2 psa sta pa res tako podobno se obnašata, iste velikosti, tako se premikata, tako. In ugotovite v glavnem, da je tisti psički ime Silva, ni Silba, ampak da je njena sestrica, no, iz istega legla. Tako da je ta gospod, ne, ja, je tudi še nekoga drugega bo rekel, da bo ubil tega psa in da tisti je pač vzel. Zdaj pomembno vprašanje, kaj se je zgodilo s ta tretjim? Ne, ta je bila, Silva je bila ta tretja. Okay, tri psi so. Ja, se pravi, Silva je šla prva, ja? Pa drugega so zgleda tudi vzeli, ker je bila ta Silva bila ta tretja. V bistvu se je dober. Tako da v bistvu on po maj na tak način jih oddajo. Ja. Okay. Upajmo, no, res upajmo. Pa smo bili, pa je bilo, mislim, pa vse to, kar je prineslo, ko naenkrat sem bil s psom doma, nisem še sam živel. Ja. Tako, pa sem hitro sam živel. Ste mi pomagal pri osamosvajanju. Ja, zelo. Terapevtsko. Še eno stvar bi odprl, kajti to je tudi zelo zanimivo. Namreč izhodišče, tvoja družina, tvoja starša nista športnika, kot bi si lahko mogoče stereotipno mislila, ne, sin športnika, pa tak navdušenec nad športom. Tvoja starša sta v bistvu kulturnika, tvoj oče je igralec, tvoja mati je pesnica in to ne tako pesnica, da na post-it listke piše pesmi, ampak je Maja Vidmar, ena vidnejših sodobnih slovenskih pesnic. Zdaj verjetno imaš ti en poseben odnos recimo do književnosti ali pa do gledališča, glede na to, da si odraščal v takšnem okolju. Ja, mislim, veliko sem bil v gledališču. Si pa začel kar zelo potiho govoriti. To pa zdaj je resna stvar. Veliko sem bil v gledališču. Veliko sem bil v gledališču. Ja, pač, mama se je res trudila, da bi vzljubil književnost. No. Sta mi dala veliko mogoče iz tega področja. No. Tako bi rekel, kar. Vse je bilo, mislim, veš, če en drugega, vedno sem bil frajer, posebej v vrtcu, ko so šli z vrtcem gledati kako lutkovno predstavo. In je bil tvoj oče? To je bilo, to sem kar zrasel. Verjamem. Pa ne, pač res, tako veliko časa sem kot otrok preživel tam. No. Pa tudi še kot študent v neki delu, kot hostesnik. A ja, v lutkah? Ja, lutkovno. To sem tako dol pokazal, moče mečke nižje. Lutkovno. Tako je. Mama pa itak. Z mamo, mislim, to, pač ja, peljala me nekak literarni večer, pa na vse te
prireditve, ki je dobila nagrade, pa to sem bil zraven, ampak ne vem, drugače pa ni to zdaj vplivalo. Mogoče Zelo zanimivo si rekel, trudila se je, da bi vzljubil književnost, kar namigne, da ji morda ni uspelo. Ne, je čisto dovolj uspelo. Pa tudi slovenščina, nasploh se tako zelo trudila, da bi lepo govoril, kar ji pa ni uspelo. Ne, ampak veš, prav opazim, da se... Da je nek trud s tvoje strani, da lepo govoriš, bolj kot z moje. Ja, se ti zdi. Glede na to, da sem jaz slavist, je to kar mal neroden. No, ne vem, če. Ampak ja, ne, tako je. Ja, no, ampak drugače pa ne bi rekel, da je bilo kaj toliko drugače kot kdorkoli drug. No. Aha, ja, ok. Da bi... No, ampak imaš njene, koliko pesniških zbirk je ona napisala? To zgotovo veš iz glave. Ne vem. Ne veš. Če bi jaz zdaj vzel... Recimo, mislim, da jih je 6 ali pa 8. 6 ali pa 8, ampak glede na to, da prej si mal že pozabil, koliko je bilo tvojih učencev v Malči Beli, oziroma tvojih podanikov, katerim si bil vzgojitelj v Malči Beli, če jih je bilo 6 ali 12, torej številke so malo... Številke so problem, ja. Ampak za športnika, kjer je v končni fazi pomembno, točno številka... Ja. Ne vem. Res ne vem, koliko jih je. Ne vem, jaz to tebe sprašujem. Okay. Ti si se pripravil. Ja, ti si pa sin, jaz sem bil pripričan, da bo to vprašanje, ki me boš v bistvu nadgradil. Ne vem. Sem jih pa prebral, če to šteje. Ja, šteje. Vseh 8. A 8 jih je? To sem zdaj povedal, kada vema, ne? A jih je? Bomo presodili. Mislim, da se pa reče, dajte v komentih to napisati, koliko jih je, pa koliko ste jih prebrali. Ampak, ok, ti je to... A kaj drugače gledaš na to, kaj je to tvoja mama? Ja. Mislim, posebej, ko sem bral to v srednji šoli, so tako... Pardon. V smislu kaj? Zakaj? Kaj ti je bilo tako pubertetniško nerodno? Ne pubertetniško nerodno, tako malo kritično. Ja, kritično. Pa hkrati tudi tako, tudi občudoval sem to njeno, mislim, kako se zna izražati. To je res neverjetno, ko ona izrazi ta svoja čustva, ko izrazi to svoje občutenje. To mislim, noro, no. Kakšno pa je to občutenje, pa druga stvar. Ja. Aha, tukaj se pa... Okay. Ampak ne, je bilo malo si imel tega osebnega... Je to tvoja mama, no? Si za to. Hkrati velik ponos, ampak tudi mogoče ene pesmi so res žalostne. Ker malo viš, odkot to prihaja. Ja, zelo različno. No. Ene so res temačne, ene so tudi vesele. Ima eno tudi zelo lepo zbirko, ki je zelo vesela. Ta je, kako se zaljubiš. Ta je vesela, v večini. Ok, v večini. No, ker prej si recimo rekel, da tale, ki imamo tukaj, prisotnost, ta je žalostna. Ta je žalostna. Ok. Je pa lepa. Mislim, ta je dobra. No. Ta je tudi bila nagrajena, no, se mi zdi. Predvsej, ne vem. Vse ne vem. No, se ni to pomembno, ampak preveč piše. Tudi svoj dedek piše. Ali umrl je pisal? No, je pisal, pardon. No, ampak sem zdaj rekel v sedanjiku, ker ravno zdaj je v izhajanju, je išla. No? Je šla je knjiga, ker je opisal svojih spominih. Zelo lepo je. On je napisal, potem pa ni dokončal, je prej umrl in sta dokončali moja mama pa moja teta. V bistvu vse. Nekako ste zbrali, uredile, tako lepo naredila, da je lepa knjiga je šla. Pisala tako, v bistvu svoje otroške spomine. Kako je bilo, ko si bil še majhen, naslov.
In tako zelo, zelo lepa knjiga. Tako, tudi lahko, mislim, meni je všeč, ko je kot nek 12-letni fant on razmišljal in se znajdel v Nemčiji, v katero je bil izgnan. No. Tako predvsej res zanimivo, ker je bil hkrati malo predrzan, malo naiven, tako vse, tako res lepo prevratno. Lahko potem še od tebe pričakujemo kot še zdaj tretja generacija? Ne? Mislim, zdaj ne. Zdaj ne. Okay. Zdaj ne. Boš počakal, da ti šola da toliko enega izkustva, da boš iz njega črpal? Če bom imel potrebo. Okay, zaenkrat je slackline dovolj. Zaenkrat ima potrebe, ja. Okay. Še en podij je mogoče, ki je svoje presenetljiv. Pa zvem, da boš zdaj rekel, da to ni čist res, ampak to je, kolikor slišim res, da v bistvu si en tak do-it-yourself navdušenec. Nadaljuj? Ja, no, mislim tako, da porihtaš stvari, da zbrusaš in polakiraš parket sam. Dobar, ja. Da stene brusaš in podobno. Ja, ne, mislim, to niso neka dela. No, dobro. Ne, kaj sem ponosen, da mi je uspelo? Da parket v Lunini sobi, to sem ponosen. Pa zdaj posla v avtu. Aha. Tam je to dobro, ta je dobra. Si naredil poslo v karavanu ali v kanguju varianta? Mislim, tako eno prostorce in od zadaj, mislim, v prtljažniku je noter. Ja. Ampak se razstavi, potem, če sedeže položim, se razstavi 190x140 poslov. Za vse v 4. Ja, mogoče izpadam. No, ampak to je vendarle tudi ena reč, ki jo zelo rad počneš, namreč kampiraš. Ja. To pa je res. In zdaj je, torej, oni trije so v avtu, ti greš pa v šotor. Ali to ne dojemaš kot kampiranje? Ta posla je namenjena. To posla. Ta posla ni kampiranje, to je namenjeno, da prespimo. No, velikrat je posla namenjena. Ampak ne, da smo kampiranje tako, da si na enem mestu, imaš postavljen tabor in tam živiš nekaj časa. Ja. Ta posla ni temu namenjena. Ta posla je namenjena tranzitu. Ok. No, ampak to, da pa nekje postaviš šotor in potem tam živiš, to je dost lahko naporno. Jaz z 2 majhnimi otrokoma precej, to sem spoznal v zadnjih letih. Ja, pa te to kampiranje, to te ne. Ne. To je še tista ljubezen od tiste želje, da bi na Olibu v viseči mreži spal. Ne veš kaj, že kot otrok smo starši kampirali in po mojem takrat nekako mi je to najlepši del počitnice, recimo. Ja, najlepši del, ker si cel dan si zunaj, blizu morja si, v naravi si in je super. Tako da tudi to, da je naporno, mislim, z dojenčkom je naporno, ampak ko je pa otrok star, ne vem, kaj je že to, da lahko hodi. To je nekaj najlepše. Pa to skozi na isto? Mislim, zdaj zadnja leta smo ta kemp, zdaj mislim, da odkar sta otroka, hodimo na ta kemp, prej smo pa ok. Še tole mi povej, eno brazgotino imaš na roki in to je to tudi ena reč, ki ti je nerodno. Ne, se lahko pove, pač to je neumnost. To je huda neumnost. To je kot velika brazgotina. To je bilo eno obdobje. Se lahko se tudi slišiš? Ne. To je bilo eno obdobje,
ko so z enim prijateljem sva se igrala, da znava parkour, veš. In se niso bila slaba, no, ampak noben je ni učil. Pač malo sta plezala čez ograje. Ja, skakala čez stvari, višine. Ja. Tako neumno obdobje. No, in potem smo šli s prijatelji na košarko in je bilo igrišče je bilo za ograjo. Je bi mogli tako res okoli. Ali pa sem rekel, da mi bo kar žal, da sem to vprašal, ampak kar začni govoriti, dej. Jaz sem parkour mojster, jaz tukaj čez plezal in sem splezal čez, ampak sem se paril za vejo in se veja odlomila in sem padel, pa že rekel. Ograja je bila pa une špičke, veš. In kaj, tako? V bistvu tako me je. Tako me je potrebo. Ampak v redu. Sam kot trenerju, ko me je videl, on je pa kar, njemu se kar zmešal. To je tvoja metalna roka? Ja, pa lik pač sezona je tako. Ok. Tako da je neumnost pač. Tako je. No, zdaj smo spoznali tudi malo, mogoče še določene dele tvojega življenja, kar je mimogrede tudi mišljeno s tem podcastom. Tako da zdaj pa prehajava na zaključni del, na serijo vprašanj, ki jih jaz vsakemu svojemu gostu postavljam. In to so iz različnih koncev in krajev zbrani in potem te bomo pa res poznali. Tako da a veš, če je bil to zdaj en prijeten pogovor, zdaj pa to razumi kot psihološki test. A lahko razmišljam? Ja, prosim, če razmišljaš in ni treba samo z eno besedo odgovoriti. Okay. Ampak so pa taka vprašanja, da lahko tudi. Okay. Skratka, Jani Rep, kaj je tvoja najljubša beseda? Morje. Kaj je beseda, ki jo najbolj ne maraš ali pa sovražiš? Krogec. No, to z morjem lahko sprejmem, ne da bi te še vprašal zakaj, ampak tole s krogcem pa se mi pa kar zdi, da moš malo razložiti. To je, dijaki ne imajo možnost, da ne telovadijo in vzamejo krogec. Kva to pomeni? To pomeni, da ne telovadi tisti. Ja? Ti ne rišeš krogec? Jaz ne rišem krogec. Aha, ja, ne telovati. Nima jih neomejeno, ima določeno število. A je, ampak to lahko kadarkoli? Ali je povezano? Razen če rečem, da danes ne morate vzeti, ker moram dobiti neko oceno. Ok. Zdaj, če bi bil jaz tvoj dijak, ja, tako je. Bi si kar veliko enih krogcev pridobil. Ja, pa bi imel posledice. Jaz sem imel skozi menstruacijo, tako da nekako nisem mogel. Nisi mogel. Res. In to sem tudi ves čas poudarjal. Ne, ni. Mislim, ni. Ampak dejansko, odvisno je, kako izkoriščam, kdaj je zelo, kdaj manj, odvisno od razreda. Ne moreš kar imeti krogce skozi. Pač imaš... Ne bom zdaj to razlagal, koliko je. V redu, razumem, skratka, sporočilo je jasno. Ja. Profesor Jani Rep ne mara te besede, zato prosimo, da se tega ognete, drage dijakinje, in da telovadite. Hvala. Ja, bodimo vzgojni. Kaj je tvoj najljubši zvok? Morje. Valovanje morja. Ko je orang, ko je morje besno ali ko je morje tako mirno? Srednje mirno. Srednje. Pa lahko je tudi reka, no, reka je pa tudi lep zvok. Kaj pa je zvok, ki ga najbolj ne maraš? Kako trobljenje. Tega ni v kempu, a? Ne. Pa ki je pa, če spiš v avto lahko. To pa je lahko. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Zdaj, mogoče jo bomo cenzurirali, če bo taka. Najljubša, da rad rečem. Je tako, kaj je tist, una kletvica, ki greš? Kaj tako rečeš? Ja. Rečem. Ok, to sem videl, ja.
Kaj te navdušuje? Kaj me navdušuje? Gibanje. Če se zares ne maraš, torej ravno. Da res ne maram. Ja, nasprotno od tega. Ja, ne bo rekel, da tudi ležim. Ne. Sam kot vprašanje. Ja, razumem. Če se zares ne maram. Hinavščine. Kateri poklic, poleg tega, ki ga opravljaš, ali pa deva tako reči, ki si jih opravljal, ker se mi zdi, da si v teh poklicih užival. Skratka, kateri poklic, poleg teh, ki si jih že počel in jih tudi zdaj delaš, bi še rad kdaj opravljal? Ne, tam. To je to. Tako, nekako gre tako. Okay. Kateri pa poklic, katerega nikakor ne bi rad opravljal? Več. Reševalci iz vode. Reševalci iz vode? Ok. Ampak to je tudi delo z ljudmi. Včasih tudi z otroki. Ja, se je. Ta del je v redu. Ne, to sem tudi delal, to je bilo grozno. Reševalc? Never again. Ne priporočam. Ne. Pa kjer pa še recimo, kaj si rekel več? Ne več. Ne več. Ok. Ampak ja, zdaj mislim, ok, reševalci iz vode, ne, v redu. Ne, veš kaj, recimo, ne je bil kakšen ta za računalnikom, ko mora kaj urejati. To sem slab. Ampak v Baywatchu so se pa dobro imeli. Ja, Skozi se nekaj dogaja. Tukaj se ne. Okay. Zelo tako. Okay. Mislim, ko pa se je pa vedno nekaj slabega. Ja, to je res. Ja. Tam ni bilo tako. Katero znano osebnost bi najraje spoznal? Lohe Hasselhoff. Ki bi znano osebnost, da bi najraje spoznal. Ajde, Emma Watson. Ti nihi. Si Harry Potter fan ali zaradi... Ok, pa grih opravljati. Kater talent, ki ga nimaš, bi najraje imel? Talent, ki ga nimam, bi najraje imel? Petje. Petje? A veš, da se to največkrat pojavlja? In to je tudi ena stvar, ker če bi kdo mene vprašal, bi jaz isto rekel. Ampak prav največkrat se ta pojav. Kar pomeni, ne vem, a to pomeni, da bi vsi mi radi pel, ali da se res družim s takimi ljudmi tle na kavču, ki ne znajo peti. Ne vem, mislim, jaz furat pojem. Sam neče kdo zraven. Ne, a poješ v avto? Ja, pa Luni pojem, Luni pa Valov največ pojem. Z njima največ pojem. Ja. Ok. Kaj je ena stvar, ki jo imaš ali poseduješ, pa bi jo moral reči proč? Ki jo imam doma? Ja, ali pa kakorkoli, ki je del tebe, recimo, lahko tudi. Pa se ti zdi, da je caj, da jo vržeš stran. Oziroma čas. Ja, razumem. Mislim. Pesniško lahko to razumeš. Ja, ne, zdaj sem šel zelo praktično. Lahko biš praktično. Ne vem, to je bolj vprašanje za kim. Prav. Res ne bo se mu izkazal, da bo cel seznam. Če bi poslušal samo eno pesem do konca življenja, katera bi to bila? Pa to zdaj ne pomeni na repeat, non-stop. Ampak tako, eno pesem, kateri se vračaš. Do konca življenja. Ajde, do konca življenja mogoče je to ampak ja, da ima ena pesem obstaja. Recimo, ja. Wow. Čakaj. Sem te, a ne? Ja, zbira je kar velika, ne? Ne vem, nekaj vam rekel. No, se lahko je tudi ena izmed, a ne? Ja, recimo Time. Se veš, psihološki test. Time od Floydov? Ok. Najljubši akcijski film? A vojni velja?
Jo, to je akcija. To je akcija, reševanje Vakarana. Ja, recimo, začetni del je precej akcijski. Prišlo. Ajde, par hitrih. Ali pa Gladiator. Gladiator? Ja, mogoče boljš. Ne, Gladiator, unga vzamem, Gladiator. Okay. Gladiator, prav. Enka. Ja, enka. Kava ali čaj? Kava. Hribi, morje. Morje. Ampak v hribih se lahko gibaš. Tudi. Ja, ima nad hribe. Ja, ampak ne imaš morje. Ne, a moram reči morje? Ne, rekel si morje. Ne, v redu, morje. V redu je morje. In tole bo pa verjetno lažji. Mačke, psi? Pes, ne. Imam pa tudi mačke. Katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarniral? Rastlino ali žival? Ja, pač v katero bitje. Pa sam, da ni človek. No. Delfin. Delfin. Ajde. Še eno filozofsko. Kaj se zgodi z nami, ko umremo? Nisi še pomislil? Sam. Ne vem. To nisem rekel, da vem. Kaj se zgodi? A te zna, kaj verjamem? Pač da umrem. Ne vem. Da umremo. Mislim, lahko bi se zdaj pogovarjali. Prav, ok. Zdaj pa res čista zadnja. Jan, če Bog obstaja, kaj bi si želel, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Fant moj. Čakaj, da bi dal modro vis. Fant moj, skoraj si preživel. Ampak nisi, ne? Ne, čakaj, ne vem. Kaj v smislu, da kot je bilo in ti si iz tega potegnil, kar si lahko. To je pa v bistvu ena zelo lepa misel, s katero lahko zaključiva. Okay. Jan, najlepša hvala, ker si bil moj gost. Hvala, upam, da se ne počutiš, da si preveč razgaljen. Ja. Bomo videli. Malo se. Malo pa se, ne. Malo pa tudi v redu. A je? Ma se na morje hodaš. Človek ni ravno tako zelo oblečen. To pa res. Najlepša hvala, dragi gledalke, gledalci, da ste bili z nami tudi v tej epizodi. Hvala lepa vsem tistim, ki delujejo v zaodrju, da tale projekt lahko sploh steče. Skratka, mi se pa vidimo spet, ko se pač vidimo. Srečno.